športno plezanje postaja zadnje čase vedno bolj priljubljeno tudi med otroki. In v naslednjem prispevku bomo izvedeli, zakaj. Zakaj je po tvojem mnenju plezanje zanimivo za otroke, zelo koristno mogoče? Ja, raznoliko je. V bistvu otroci doživljajo to plezanje kot že igro, kot že vsak otrok. Kot mi smo bili najmlajši, smo plezali po drevesih in s tem pol tudi vsak otrok hoče prenesti svoje doživetja v skalo oziroma v plezališča, da se bi tudi sam malo sprobal. Koristno je pa predvsem zaradi motorike otrok. Otrok se bolj izpopolne, zdravo je za hrbtenico, kar je tudi več ali manj znano. Pa zanimiv postaja, nove kolege dobiš, prijatelje in s tem take stvari pol tudi naprej. Plezanje mi je všeč zaradi tega, ker pridobiš veliko moči, pa tudi v bistvu ni treba, da zelo visoko plezaš. Ker lahko samo da je bolj previsna stena, pa pol ni treba toliko visoko, ki je toliko težji. Kako pa en takle trening na umetni stenci, boulder stenci poteka, izgleda? Ja, treningi potekajo 3 do 4 na teden, treningi potekajo 2 ure pa pol, to je v bistvu maksimalno. S tem, da tako pri vsakem športu začetek je ogrevanje, kasneje sledi jedro treninga, kar pomeni, odvisno se pripravljamo na težavnostne tekme, na boulder tekme. To je pol tudi princip treninga, plezamo več ali manj balvansko plezanje, se pravi kratke smeri, kratki gibi, več ali manj vse na moč. Težavnostni cikel je pa več ali manj vzdržljivosti, plezanje, večje količine časovnega. In to, kar je pol tudi na koncu, spet pri vsakem športu, je tudi stretching, kar je v bistvu najbolj pomemben del sploh treninga tukaj na stenci. Rad plezam boulder je, ki mi bolj všeč, kot pa dolge smeri. Pa si bolj močen fant? No, s ostalimi, ki so tukaj, niti ne. V primerjavi s Petrom sem jaz bolj tako šibek, če lahko tako rečem. A zdaj si pa skroma, ne? Ja. Na kakšni tekmi se nahajamo tukaj v Šenčurju danes? Ja, danes smo tukaj na finalni tekmi Zahodne lige, torej 4. tekmi v sklopu, torej 4. Ta je zadnja, tako da v bistvu danes bomo dobili skupne zmagovalce. To je tekma v bistvu ranga osnovnih šol, torej otroci 9-letke od 1. do 9. razreda tekmujejo v 3 kategorijah. Tukaj v bistvu teh tekem se udeležuje približno 200 otrok, tako da je pestro živo, vsekakor se to vidi tudi tukaj. Kako je pa izgleda danes pred tekmo? Kako si se pripravil? Ja, imel sem precej treme, ampak sem si pol pogledal smer, pa v redu do tam priplezal, pol mi je pa nogo odnesel, pa sem padel. Kako je pa s samo varnostjo pri takem tekmovanju? Vidimo, da so otroci varovani od zgoraj. Tako, samo športno plezanje je zelo varna disciplina, torej bi lahko rekli, da govorimo o 100% varnosti, seveda ob nekem predznanju. Tukaj za to poskrbijo varovalci in privezovalci na vrhu, tako da je v bistvu otrok oziroma plezalec 100% zavarovan, tako da v bistvu gre tukaj največ v primer nihaja, torej samo adrenalina in ne ogroža kakršnekoli varnosti. Tako da lahko govorimo, da je športno plezanje v bistvu zelo varen šport. Kako je bila smer postavljena? Si zadovoljna z njo? Ja, zelo je bila lahka, le na koncu je bila malo težja. Kaj pa sami gibi? Če so gibi predolgi, a si jezna? Ne, nisem jezna. Najprej se pred smerjo si pogledam, kako so dolgi gibi, če mi pa ne uspe, pa skočim in ga ujamem. Kar skočiš in ga ujameš? Ja, če mi rata ga ujeti, če ne ga pa svalim in padam dole. Kaj pa takole na tekmah redno spremljate hčerki? Ja, to
To je pa zdaj kar že nekak en tak družinski ritual ratov, tako da nam je to kot ene vrste izlet. Če je uspeh, se veselimo, vedno tudi ni, pa vseeno je pač vsak rezultat nekako dober, pa potem tudi motivacija za naprej. Ja, na vseh tekmah smo pa zraven. Tudi posnamemo, pol doma malo pogledamo, tako da je kar res tale plezanje ratov del našega življenja. Kako je potem s tvojim tekmovanjem? Ja, tako dobro mi gre. Lansko leto sem bil v boulderju na državnem prvenstvu skupno 5, leta sta pa še 2 tekme, pa sem tu zdaj skupno 2. Je super. Kaj pa ti, Tim? Ja, ne vem, jaz sem pa nek nesred od 10. do 15. mesta, dosegam rezultate v Gorenjski ligi, pa sem bil skupno 15. na koncu v Gorenjski ligi. Vse dobro. Če pogledava, da šele 3 leta plezaš, ne? Ja. Zdaj mi pa prvič povej, kaj pa trener Matjaž, a kaj uboga? Bolj mi njega, ne vem, no. Mi naredimo, kar on reče, ja, ne, pa treniramo. Kaj, Peter, a se kdaj kaj razjezi, Matjaž? Ja, včasih se, sem velikrat se pa tudi kaj hitamo. No, se tako je tudi prva, ne? Ja. Kako je pa z navijanjem? Navijaš? Ja, seveda, navijamo pač za, zdaj toliko let smo že skupaj, z otroci gremo skupaj z cele Slovenije, pač za tisto, ki se malo bolj družimo, navijamo en za druge, ne, tako da to me predvsem moram reči, da mi je to najbolj všeč pri tem športu, ker je ta duh, ta kolegi, te punce, ki so med sabo, se zelo fino zastopijo in to mi je najbolj všeč, no, ker pri drugih športih moram roko na srce tega ni, ne. Zakaj bi otrokom priporočila ravno to, da se ukvarjajo s športnim plezanjem oziroma plezanjem? Ja, športno plezanje je v bistvu precej nepoznan šport. Na poznavnosti, ne vem, smo naredili v zadnjih, ne vem, 5 letih mogoče in je zato veliko ljudi kaže zanimanje. Športno plezanje je tak šport, ker je zelo vsestranski, ne vem, delujejo vse mišice, je fino za sprostiti, pa ni treba, da se ukvarja z njim samo telovadnic, lahko tudi, ne vem, greš v skalo, plezaš in je to zelo tako lep šport. Zakaj je pomembno plezanje v naravnih stenah, tudi za otroke, ki tekmujejo? Ja, lahko bi rekel, da gre v bistvu za bolj specifičen trening, se pravi, otroci morajo res se pripraviti za plezanje smeri, nimajo nekih barv naprej določenih, preveč recimo uprinkov in lahko izbirati, tle ima pa v bistvu eno smer, to smer morajo preplezati in gre za, recimo, en dopolnjevanje samega sebe, no. Je recimo res tisti dodatek k športnem plezanju. Je še neka bolj specifično plezanje, no. Bolj natančno plezanje, izpopolnijo recimo določene prvine plezanja, načine prijemov, stopov, tako da je recimo z tega vidika boljš ta način plezanja, no, kakor pa recimo v plastiki, no. S kakšnimi besedami bi pa opisal sovrstnikom športno plezanje, da bi jih navdušil? Ja, to je zanimiv šport, lahko plezeš v naravi, v umetni steni, je poln adrenalina, vidiš veliko stvari, tako nekako. Kljub mladosti ima že kar nekaj izkušenj s tekmovanji. Kako pa te izkušnje prinašaš na mlajše? Ja, v bistvu, ko vidiš sam, kako plezaš, tekmuješ, veliko lažje tudi opišeš svoje občutke in poveš, veliko lažje svetovati, no, če v bistvu si sam v tem, ker če recimo nikoli karkoli nisi delal, ne moreš povedati. In v bistvu je zelo veliko na tem, da imaš izkušnje in pomagaš in svetuješ. In je ful dobro, no, res fajn občutek. Kot smo videli, je športno plezanje tudi za otroke zanimivo, pa tudi koristno. To pa predvsem zato, ker je zdravo, zabavno, polno izzivov, pa ne nazadnje tudi varno.